Potovanje junakinje in junaka. Mislim, da je tole 7. vlog. Tehnične motnje. Danes na kratko o temu. Prisluhnite. Nagradno vprašanje, kaj slišite? Kdor je odgovoril nič ali pa tišina, si je prislužil nagrado. In ta je obisk neke divjine pri nas ali kjerkoli, kjer ta tišina še obstaja, ker danes največ obremenjujemo naše telo in predvsem živčni sistem, med drugim tudi z stalnim hrupom oziroma stalnim zvokom, ki je prisoten v urbanih središčih oziroma v tej toksični urbani džungli. Eno je čist zvok motorjev z notranjim izgorevanjem, stalnimi pogovori, je pač res ogromna masa ljudi. Potem so pa tukaj še brnenje električnih naprav, od vse elektronike, ki jo imamo, potrošniške, hladilniki in tako naprej. Vse to nas stalno obremenjuje, kajti človeški možgani so narejeni tako, da stalno beležijo in shranjujejo vse dražljaje, ki se nam zgodijo. Bolj ko je vseh teh 5 glavnih čutov obremenjenih, manj imamo energije, tudi za razmišljanje, manj imamo fokusa, manj imamo nekega časa, da se posvetimo res sebi, da umirimo svoje telo, umirimo misli in da v bistvu se vprašamo, kaj bomo danes počeli oziroma na kateri poti smo do naših zastavljenih ciljev, ki smo si jih postavili. Ali zelo kratkoročni ali pa dolgoročni. Zato vas vabim, da se mi pridružite kakšnemu vikend tečaju preživetja, ki ga organiziramo, da boste res izkusili ta odklop od tega belega šuma. Naj bo to zvočni, naj bo to elektromagnetni, naj bo to vizualni, naj bo to med drugim tudi svetlobni. In z obiskom take lokacije za vikend, tole je Kočevski Rog, se dobesedno sprostimo, nadihamo svežega zraka, kar pomeni, da tudi začnemo drugače razmišljati, malo razmeglimo to možgansko meglo, ki se nam je v poletnih mesecih v prevročih mestih pač dnevno si ustvarjamo, in pa da tudi se prizemljimo, naredimo en tak mali detoks, ki nam bo pomagal, da potem imamo nafilane baterije še čez cel teden in da lahko opravimo bistveno več nalog, stvari, ki smo si jih zadali.
Če se s tem strinjate, oziroma vaše izkušnje, bo zelo dobrodošle v komentarju spodaj. Na vsaka vprašanja tudi bomo odgovorili. In kaj morate še napisati, da se subscribate in kliknite zvonček, boste obveščeni v naslednjem videu, s tem pa pomagate temu kanalu, da raste in pa da vam tudi v krajšem času serviramo kakšen nov video, novo zabavno ali pa, bom rekel, pomembno informacijo, ki mi bo pomagala, da tudi v mestnem okolju preživite bolj aktivno, bolj udobno, bolj mirno, bolj varno in pa predvsem bolj kreativno. Podprete nas lahko tudi na Patreonu, kjer z mesečno donacijo od $2 mesečno naprej skrbite za to, da ta kanal in video vsebine nastajajo. In to je to. Želim vam lep dan in se vidimo v gosti.